Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o korelaciji med revščino in naraščanjem prebivalstva. Ljudje si mogoče mislijo, da ko nimaš dovolj denarja, se ne odločaš imeti otrok, ko pa imaš dovolj denarja, pa si lahko privoščiš veliko družino. V resnici pa je ravno obratno, kajti v predelih sveta oziroma v družinah v nizkem ekonomskem stanju jim pomeni otrok tisto glavno popestritev življenja in tudi neko zagotovilo za nadaljevanje družine. Kajti v revščini je tako, da je malo kvalitetne hrane in ljudje tudi stradajo, pojavljajo se bolezni, nesreče, tudi precej je mrtvorojenih otrok, poškodovano rojenih otrok in zato so v revnih predelih sveta družine zelo velike. Torej, veliko več otrok se rojeva zaradi varnosti, za rezervo, če potem določeni otroci ne preživijo, če se jim kaj naredi, da se lahko družina nadaljuje. Gre torej za precej boj za preživetje. V bogatejših delih sveta, kjer pa so še vedno nizke ekonomske družine, torej za malo prihodki, pa tudi pomeni otrok neko popestritev, neko obogatitev družine. Tudi spolnost se obravnava kot neka popestritev, ali pa je do nje vzpostavljen celo religiozni odnos, torej da se ne gleda na kontracepcijo, torej na načrtovanje družine, temveč se v spolni odnos vstopa čisto spontano, čustveno, nagonsko, na osnovi poželenja in potem se reče pač, ja, otrok bo, kolikor jih Bog da. Zato je pomembno, da se zavedamo tega podatka, kajti vidimo, da število prebivalcev na svetu narašča in so poskusi s tem, da bi se z raznimi genocidi, vojnami, cepljenji ustavila rodnost, da bi se število prebivalcev zmanjšalo. Toda bolj trajna rešitev je, da se vzpostavi ekonomsko ravnovesje, da imajo vsi dovolj denarja za preživetje, da se odpravi ta strah pred smrtjo
da imajo ljudje primerno izobrazbo, da pridejo do dovolj visokega zavedanja in odgovornosti. In na ta način potem lahko planirajo družine zdravorazumsko. Zavedajo se, da bo preživetje njihovega otroka zelo verjetno, in zato se potem ljudje odločajo za majhne družine. Vsekakor je res, da planet Zemlja ne more preživeti neomejeno število prebivalcev, predvsem ljudi, ki smo še posebej požrešni, nenasitni, pohlepni, in da moramo tudi glede števila prebivalcev na Zemlji omejevati populacijo. Priporočljivo je torej, da se čim prej spremeni globalni denarni sistem na ta način, da se bo vsem ljudem zagotovilo neke pogoje za dostojno preživetje. Kako to storiti? Seveda, vse te stvari se izvajajo preko politike in spremembe v tej smeri, da imamo vsi zagotovljene dostojne življenjske razmere, gredo v smislu uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka oziroma zagotovljenega življenjskega dohodka, ki je izboljšana varianta univerzalnega temeljnega dohodka. Glede teh političnih predlogov si lahko več preberete, če boste sledili povezavam, napisane pod tem videoposnetkom. Zato vas vabim, da če želite rešiti globalne probleme, če želite biti del rešitev, potem je nujno, da tudi vi spoznate in podprete te rešitve. Kajti kdor ne podpre rešitev, je del problema. Z apatijo, z ignoriranjem, z dopuščanjem obstoječega sistema v bistvu vsak samo podpira probleme, zato tudi z neaktivnostjo ljudje postopajo neodgovorno in samo z ozaveščanjem o teh posledicah ignoriranja in za spremembo mišljenja lahko človek postane odgovoren. Hvala za posluh in nasvidenje.